reči, da v naši skupini sodelovali, večinoma so bili direktorji ljudskih univerz, pa mislim, da sta bila dva pa vodje skupine. No in prišli smo do nečesa. Najprej se je izkazalo to, da pravzaprav to, kar smo mi že pripravili, nekako ni bilo čisto dobro predstavljeno, oziroma bilo je malo premalo časa, vendar smo z Lagoma potem prišli do ugotovitev, ki so za nas, bom rekla, čisto zelo koristna, zelo pomembna in na nek način potrjujejo smer, v katero gremo. Zdaj pa k temu, kar je bilo izrečenega. Prednosti, ki jih je videla naša skupina v tem trenutku za osnovno šolo za odrasle, je to, da že obstaja neka dobra praksa. Da pravzaprav se potrjuje to, da tam, kjer so problemi, se jih začne reševati. In to delamo v nekih razmerah, kar se da dobro. In različno seveda. Potem, kar je prednost, je to, da mi že ustvarjamo neko novo, drugačno učno okolje, ki se razlikuje od šole. Prav tako je prednost to, da je osnovna šola, tudi osnovna šola za odrasle, naša ustavna pravica, pravzaprav izhaja iz naše ustavne pravice. Prav tako je prednost to, da že imamo javno veljavne programe, ki na nek način omogočajo, podpirajo, imajo znanje, kako pravzaprav delati z mladimi. Velik bi rekla, delež predstavljajo mladi posipniki oziroma neuspešni mladi, kako delati z njimi. Na drugi strani so seveda tudi slabosti, o katerih se, bi rekla, velikokrat pogovarjamo, vendar ne zelo orientirano. Ena od takih slabosti je trenutno ta, da to, kar smo tudi mi na nek način že ugotavljali z nekimi poskusi oziroma z nekim ozorčanjem, je, da mi danes nimamo čisto prave slike o tem, kakšna je struktura udeležencev v osnovni šoli za odrasle. Zdi se, oziroma je tudi tako, kot je Jasmina ugotavljala pri nas, z nekimi krajšimi, bi rekla, pogovori, pa tudi jaz, z nekimi, da je, bi rekla, obstaja osnovna šola, nek program, ki je namenjen vsem tistim odraslim, ki imajo največje potrebe in največje ovire, ki je tako rekoč edini program, kamor se napotuje vsakogar, ki ga nimajo kam drugam napotiti. V tem primeru govorimo tudi o ljudeh, ki nimajo nekih izhodiščnih zmožnosti razvitih, recimo migranti, azilanti, ki pravzaprav nekako ne morejo sodelovati v programu osnovne šole za odrasle, take kot je. Tako da predlagajo pravzaprav, da najprej nekako pogledamo, kakšna je slika, kakšna je ta struktura udeležencev. Potem na drugi strani ugotavljajo iz prakse, da nekako niti učitelji, niti bi rekla organizatorji oziroma drugo izobraževalno osebje v zadosti meri ne pozna tistih, bi rekla, nekih kulturnih razlik ali pa življenjskega stila teh ljudi, ko vstopajo v osnovno šolo za odrasle, niti njihovih problemov. Tukaj je velik razkorak. Tretja stvar, ki jo vidijo kot slabost trenutnega položaja, je ta omejitev vpisa, torej na 2 brezplačna vpisa. Potem, tretja stvar, kot slabost, ki jo vidijo in tudi na drugi strani priložnost, je to, da v osnovna šola pravzaprav danes na nek način je osnovna šola za odrasle, pa posledično verjetno ali pa izhodiščno tudi osnovne šole, nekako ne znamo opredeliti. Kaj je danes njeno poslanstvo? Kaj je njena funkcija? Ali jo v tem smislu, bi rekla, pridobivanje neke splošne razgledanosti, temeljnih kompetenc splošne potrebujemo? Ali so tukaj morda neki drugi programi, ki te stvari lahko nadomestijo in so mogoče bolj učinkoviti? To je kot dilema. Na drugi strani se, bi rekla, pojav spet seveda neka priložnost, da osnovno šolo ne vidimo zdaj zgolj kot neko pravico, ampak tudi dolžnost.
Ker pol na nek način reče, v redu je, da sta dva vpisa brezplačna, za tretjega se sam odgovorim. Izkorist priložnosti, ob tem omejenem brezplačnem vpisovanju pa seveda se je pojavil tudi predlog, da je treba ob vstopu, ob vključitvi v osnovno šolo za odrasle narediti bistveno bolj natančen načrt, posebno izobraževalni načrt oziroma pogovor, kaj je tem. A je osnovna šola za odrasle res tisti program, ki ga ena oseba trenutno potrebuje, ali mogoče nekaj bolj drugega ponuditi. Recimo, problem so bile albanske ženske, problem je bil recimo predvsem pri migrantih, kjer je ključno vprašanje, zakaj ste prišli v Slovenijo? Kaj se obetate od tega? In je mogoče treba vključitev graditi najprej na tej potrebi, potem pa nekoga vključiti v osnovno šolo za odrasle. Skratka, zdaj, če grem na priložnosti, priložnost vidijo v sodelovanju, torej osnovne šole za odrasle, tako z osnovno šolo, kjer ta vsi primanjkljaji začnejo nastajati in se kazati, torej morate biti izhodiščno bolj povezani predvsem pri mlajših odraslih, ki se vključujejo to. Pravzaprav to ni vprašanje samo Ministrstva za izobraževanje, ampak je to medresorsko vprašanje, kamor se morajo vključiti tudi Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, predvsem so poudarjali tudi to nevladne organizacije, ki imajo neko znanje, ki se tudi srečujejo in rešujejo te probleme. Ok, keep it down. Kaj imamo še? Ena taka pomembna stvar je treba tudi status učiteljev oziroma zaposlenih honorarnih delavcev, ker opozarjajo predvsem direktorji na to, da so te oblike zaposlovanja, ki so zdaj lahko oziroma na meji s prekarnim delom. Je bila izvedba programa osnovne šole za odrasle, bilo je 9 vključenih v to skupino, skupaj s kolegico Dmitro Gazin in Kropošek sva nekako vodila skupino v smislu odgovorov na 3 ključna vprašanja, kakšni so konkretni predlogi za implementacijo regionalno izvedjavo programa, velika deležnica in organizacije, kako poteka praksa sedaj in pa kakšne so vire in pa kakšne priložnosti vidne rešitve vidimo v področje. Zdaj, čisto na kratko, v uvodoma smo predstavljali spremenito zakonsko podlago, kako je zdaj usmeščena ta implementacija v program v zakonu in pa seveda potem pogledati, kaj na področju, kako na tem delu implementacije že potekajo aktivnosti pri izvajalcih in pa seveda potem, kakšne so ključne prednosti in pa ovire in pa izzivi. Nekako izvajalci so že, ta implementacija poteka že v smislu izdelave individualnega načrta, priznava se formalni del, se pravi spričevala in pa formalne listine, ne priznava se neformalnega in podobnostnega učenja in pa znanja in pa problematika, se pravi financiranja, ki je vezana sedaj na razredno predmetno obliko, se pravi financiranja po oddelkih skupinah. Zdaj, kakšne so prednosti? Prednosti so te, da enostavno organizacije cenujejo, da organizacije in posamezniki s tem bistveno pridobijo na uspešnosti in pa seveda so zelo pomembno vezane tudi na posebne ciljne skupine, kot so starejši, kot so priseljenci in pa mlajši s posebnimi problemami ali pa z vedenskimi problematiko. Omogoča vključevanje v aktivnosti v trenutku, ko se odrasli odločijo in želijo vstopiti v program. In pa seveda, kakšne so zdaj ovire in izzivi. Seveda, kako sedaj predvideva zakonodaja dvakrat letno vpis, seveda problem je potem, kako izvesti tudi financiranje v času, ko čakajo na vpis. Model je trenutno omogočal vpis izven vpisnih rokov, vendar financiranje temu ni prilagodljeno. In pa seveda potrebno je tudi zelo težko je načrtovati število vpisov, tako strani financerja kot izvajalca, ker so individualne vključitve potem lahko zelo različne. Predlogi so naslednji, da bi nekako na podlagi poročil tudi poračunavali individualne vključitve v program, da bi nujna je učna pomoč,
v programu posameznikov in seveda s tem zelo povezano tudi uspešnost posameznih kandidatov v programu. Potrebno je sistemsko videti te učne pomoči ali pa vsaj ohranjanje tega sofinanciranja preko javnih del. Razmišljati treba tudi, kako bi zapeljali v ESS projekte v novi perspektivi tudi to učno pomoč. Podobno kot imajo šolske centre za srednje šolske programe, učno pomoč bi bilo potrebno tudi v tem smislu, da bi se tudi na osnovnošolskem nivoju. Pri normativih je potrebno trenutno nemogoče individualnega financiranja, razen razredno primerne oblike zadrževanja in seveda zaradi individualne oblike treba nekako zaenkrat finančno ni vzdržna. Odrasli, ki dosegajo najnižje ravni pismenosti v programu Osnovna šola. Gostiteljica je bila Meta Gašperšič, danes je odsotna, tako da poročam jaz. V skupini je bilo 10 udeležencev. Do leta 1991 je veljalo, da je pismen tisti, ki je končal vsaj 3 razrede osnovne šole, je poznal črke in je znal napisati svoje ime. Danes vemo, da je pismenost mnogo več kot to, da ni samo veščina, da ni tehnično-komunikacijska spretnost, ampak da vključuje tudi osebno, socialno, ekonomsko dimenzijo, ki omogoča posameznikom, družinam, skupnostim, da bolje razumejo svoj položaj in da poiščejo določene priložnosti. Mnogi udeleženci v programu Osnovna šola tega ne dosegajo. Pri omizju smo skušali odgovoriti na vprašanje o tem, kakšni so uspešni pristopi dela z odraslimi z najnižjimi dosežki, kako podpreti udeležence pri uresničevanju pravzaprav teh ciljev in kakšne so ovire, ki se pojavljajo pri tem, ter kje vidijo rešitve. Rekla, da neka splošna ugotovitev je bila, da le individualni pristop in delo z vsakim posameznikom posebej lahko omogoči določene premike. Gre predvsem za neko kombinacijo tečajne oblike z individualnim delom. Pri tem je bilo poudarjeno, da so podporne dejavnosti pravzaprav učnega pomena, da je učna pomoč strani ne samo učitelja, ampak tudi drugih strokovnjakov zelo pomembna za delo s temi posamezniki. Potem tudi svetovalna središča imajo ključno vlogo in tudi različni programi socialne aktivacije, ki se pripravljajo za romsko populacijo, za priseljenci in tako naprej. Za pridobivanje in vključevanje teh ljudi je izredno pomembno tudi terensko delo in outreach pristopi, ki so izvajalcem pravzaprav zelo dobro znani. Pri načrtovanju izvedbe je zelo treba upoštevati življenjsko okolje in tudi življenjski stil teh ljudi, ki se zelo razlikuje od življenjskega stila, ki prevladuje v teh okoljih. In absolutno se je treba soočiti z kulturnimi razlikami. Učitelje, organizatorje oziroma vse akterje je treba posebej usposobiti, opolnomočiti za to delo z temi posamezniki. Dobra praksa je ta, da so posamezniki, ki imajo določene in ki so izkazali določene uspehe na tem področju. Ponekod je zelo pomemben tudi kulturni mediator. Sploh takrat, ko se pojavljajo težave pri razumevanju oziroma ne pri prevajanju oziroma ne takrat, ko se pojavljajo jezikovne težave, ampak takrat, ko se pojavljajo težave z razumevanjem njihove kulture, njihovega načina vedenja in tako naprej. Podan je bil primer dobre prakse, ko je bil zaposlen romski koordinator, ki je bil neka, bi rekla, da
avtoriteta in je bil odličen vzor za izobraževanje, nek motivator, ki je tudi druge udeležence Rome motiviral za delo. Izpostavljeno je bilo tudi to, da je zelo pomembno sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Poudarjeno je bilo, da to sodelovanje s Centrom za socialno delo in Zavodom za zaposlovanje že obstaja, da bi bilo pa še bolj zaželeno sodelovanje s strani Andragoškega centra Slovenije in Zavoda za šolstvo. Potrebno je tudi urediti status učitelja, to, kar je že Natalija poudarila, kajti učitelji, ki so honorarni sodelavci in ki poučujejo recimo 2 leti ali pa 3 leta, enostavno potrebujejo nekaj časa, da te nove spretnosti pridobijo, zato je smiselno, da ostanejo in da poučujejo v programu dlje časa in da se njihov status tudi uredi. Z vidika udeležencev, ki dosegajo najnižje dosežke, je bilo pa tudi izpostavljeno, da je zelo velika ovira, časovna omejitev, ki je novost pri zakonu o izobraževanju odraslih. Pač posamezniki v 2 letih teh ciljev ne bodo dosegli. Hvala lepa. Ja, v 4. skupini smo se pogovarjali o priznavanju že pridobljenega znanja za udeležence, ki se vključujejo v program osnovne šole za odrasle. Pri tem se je diskusija dejansko odvijala okrog 3 ključnih izhodišč, in sicer smo se pogovarjali okrog tega, kako naj bo urejen postopek priznavanja v osnovni šoli, kdo naj izpeljuje postopek priznavanja in kakšne ovire vidimo na tem področju in morebitni predlogi za odpravo teh. Zdaj, pri vprašanju, kako naj bo urejen postopek, smo v skupini nekako prišli do sklepa, da je v osnovni šoli za odrasle uveljavljen postopek priznavanja formalnih listin, pravzaprav o priznavanju neformalno pridobljenih in priložnostno pridobljenih znanj nismo mogli v skupini govoriti. Dotaknili smo se različnih ciljnih skupin, tujci, Romi, priseljenci, popolnoma nepismeni odrasli, ki se vključujejo v program osnovne šole, in dejansko smo ugotovili, da se postopki priznavanja tudi v teh primerih izpeljujejo nekako po določilih bodisi programa, bodisi že opredeljenih postopkov priznavanja za formalne listine, naprimer priporočila Enik-Narik centra. V razpravi se je pojavila dejansko še ena specifika, in sicer so kolegi izpostavili, da se včasih soočajo z situacijo, ko se v program vključujejo osebe, ki pridejo s formalnim spričevalom, naprimer v zaključenem 6. razredu osnovne šole, pa se potem izkaže, da so ta znanja dejansko na nižji ravni, znanja teh oseb na nižji ravni, kot so to zahteve 6. razreda in spričevala, ki ga imajo, in dejansko premostijo to z vključevanjem teh oseb v središča za samostojno učenje. Tukaj se je pojavilo še eno, oziroma smo zdefinirali še eno vprašanje. Vprašanje je, ali obstaja mogoče kakšen načrt širitve oziroma možnost priključitve mreži središč za samostojno učenje, ker smo v skupini ugotovili, da nekateri izvajalci osnovne šole za odrasle središč za samostojno učenje nimajo, zato nimajo te možnosti, da bi udeležence tja tudi napotili. Pri vprašanju, kdo naj ocenjuje že pridobljena znanja, je bil nekako sklep skupine, da tako kot so sedaj vloge razdeljene, da je popolnoma ustrezno in da priznavanje primerno teče. Vsebinsko priznavanje izvaja učitelj določenega predmeta v osnovni šoli. Tukaj je bilo mogoče še priporočilo za naprej, da v takih primerih ne bo to obvezno učitelj predmeta
v osnovni šoli, v kateri tudi ta predmet poučuje. Preprosto zaradi tega, ker pozna značilnosti samega programa, njegove izvedbe in predvsem pa pozna značilnosti skupine, s katero v programu osnovne šole sodeluje. Pri izpeljavi postopka sodeluje tudi svetovalec oziroma svetovalka oziroma vodja osnovne šole za odrasle in te vloge so zelo lepo porazdeljene. Svetovalka oziroma vodja pa skrbi dejansko za ustrezno izpeljavo postopka, nudi ustrezno administrativno-tehnično pomoč, pripravlja sklepe, obvešča udeleženca in je dejansko tudi vez med udeležencem in šolo. Pri ovirah za postopke priznavanja smo pa dejansko diskutirali v povezavi s prvim vprašanjem, kje so. Tu se je zelo neposredno povezovali tudi z dejansko ovirami za izvajanje postopkov priznavanja neformalno pridobljenega znanja. V bistvu tisto, kar smo v skupini izpostavili, je kot glavno oviro, da je potrebno ovrednotena znanja prevesti v oceno. Udeleženci morajo imeti v spričevalu zapisano oceno in to je bila dejansko ena od glavnih ovir pri priznavanju neformalno pridobljenih znanj. Zato je bil tudi predlog, da se pripravijo merila za pretvorbo v ocene. Ta pretvorba bi temeljila seveda na opisnikih posameznih znanj, kompetenc in ti opisniki so v večini primerov opredeljeni na različnih ravneh in te ravni bi bile lahko podlaga za pretvorbo v ustrezno oceno. Naslednja ovira, ki so jo naši kolegi izpostavili, je, da je nekako pomanjkanje standardiziranih testov, ki omogočajo razvrščanje kandidatov pravzaprav v različne triade osnovne šole za odrasle. Pri prvem vprašanju so namreč izpostavili, da v vseh tistih primerih, kjer udeleženci nimajo ustreznih formalnih dokazil o zaključenem kateremkoli razredu osnovne šole, da te ljudi pravzaprav s pomočjo testov razvrstijo na ustrezno raven v programu. Seveda se je pa tukaj potem v diskusiji pojavilo tudi vprašanje objektivnosti in zanesljivosti tega razvrščanja. Lahko se pojavi, da ker se pač testi pripravljajo interno na ravni šole, se lahko pojavi ta razkorak pri razvrščanju udeležencev. Zato je predlog, da se opredeli eksterno preverjanje v takih primerih, ki bi v bistvu opredeljevalo zahtevane standarde znanj za razvrstitev v posamezno raven osnovne šole. No, v povezavi seveda z to temo pa nismo mogli niti mimo poznavanja slovenskega jezika in obvladovanja slovenskega jezika, predvsem pri migrantih. To smo izpostavili tudi kot neke vrste oviro tako pri postopkih priznavanja kot pri vključitvi posameznikov potem v program osnovne šole. Tudi tukaj je bil predlog, da se nekako pripravijo standardizirana merila oziroma da se redefinirajo merila za vključitev migrantov v program učenja slovenskega jezika, ker je bila utemeljitev taka, da so postavljena merila, ki jih morajo migranti doseči, ni nujno, da se vsi lahko glede na merila vključijo v učenje slovenskega jezika. So imeli pa tukaj naši kolegi še en predlog, ali bo mogoče razmišljati v drugo smer, da se oblikuje ena veja programa osnovne šole za migrante brez znanja slovenskega jezika, torej neke vrste diferenciacija udeležencev glede na znanje slovenščine. Hvala.